V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Evangeličanska cerkev Dobrega pastirja Novo mesto ni cerkev, ki jo samo obiskujemo, ampak je ljubeče občestvo, kateremu tudi pripadamo. Nismo popolni, zato skupaj soustvarjamo toplino prijetne in prijazne skupnosti. V cerkvi lahko najdemo to, po čemer hrepeni vse življenje, Boga. Prisluhnimo obvestilom. Jutri, v ponedeljek ob 19. uri, je v cerkvi molitveno srečanje z branje psalmov. V sredo ob 19. uri smo vabljeni na predavanje z diskusijo teme Skušnjava ni še greh, sledilo bo nadaljevanje. V nedeljo ob 10. uri je nedeljsko bogoslužje. V mesecu septembru cerkev organizira celodnevno srečanje za pare v zakonski in partnerski zvezi s predavanji in terapevtskimi delavnicami. Ob tem bomo več obveščeni na naslednjem bogoslužju in s pomočjo sodobnih medijev. Poglejmo si napovednik. Ja že dolgo nisem bil v Ribiči, kaj če bi šel ta vikend? Ni šans, kaj ti pa je? Nikamor ne bo šel. Obljubil si mi, si pozabil. Vidim, koliko ti je do mene in do najinega odnosa. Seminar imava, za pare. Obljubil si mi, da greva, ker med nama ni vse tako, kot zgleda. No ja, mogoče bom pa šel. Pa upam, da bo vedela, kateri mora nositi hlače v hiši. Ali tudi vi doživljate kaj podobnega? Krize, napetost, naveličanost, ista rutina v partnerskem odnosu. Ali imate občutek, da vam zmanjkuje časa za vaju? Toliko je vsega, služba, krediti, vzgoja otrok, skrb za ostarele starše, pritiski, časovna stiska. Prepiri glede sprehajanja psa, opravljanje hišnih opravil, načrtovanje dopusta, kosilčkanje pri tastu in tašči. Pomanjkanje kemije in intime v odnosu. Se sprašujete, ali ste za skupaj ali ne? Sta morda že obupala in se sploh ne sprašujeta ničesar več? Ali sploh še vztrajate skupaj? Mogoče si pa morava vzeti samo malo časa zase. Kdaj je že tisti dogodek, ki si ga omenjala? A misli srečanje za pare, ki bo v Evangeličanski cerkvi Novo mesto? Ja, pa je to primerno za naju? Primerno je za pare vseh generacij. Kdaj pa je to srečanje? Dobimo se 21. septembra ob 9:30 uri. Srečanje bo trajalo cel dan. Ja, kaj bom pa delal cel dan? Tisti dan je ravno veliki finale golfa iz Kambodže, 3. liga. V bistvu nas čaka zelo zanimiv dan, ki nama bo ostal v dobrem spominu. Z nami bosta tudi duhovnika, ki sta par in sta povrh vsega še terapevta. Bom saj videl, kako se duhovnika med sabo prepirata. Sledile bodo tudi kreativne delavnice, interaktivna predavanja, dobra hrana, druženja. Pa še kakšnega sotrpina bom spoznal. No, potem pa naj čim prej prijavi, da ne bova pozabila. 21. septembra ob 9:30 v Evangeličanski cerkvi Novo mesto. Prijavite se lahko do srede 18. septembra 2024 na elektronski naslov druzina.econm@siol.net ali na telefonsko številko 040 822 312 oziroma s klikom na spletni obrazec, ki ga najdete v opisu tega napovednika spodaj. Kotizacija na par znaša 30 evrov. V soboto, 7. septembra ob 17. uri je družabno srečanje najstnikov in mladine na dogovorjeni lokaciji. Pripeljite s sabo še vaše sovrstnike. Danes verouka ni.
se pa začne naslednjo nedeljo s prireditvijo Potovanje v neskončnost. Pri obeh izhodih so o tem tiskana vabila, obvestilo je na spletni strani cerkve in na občinski spletni strani. Največ pa šteje osebno povabilo. Zato na dogodek povabimo otroke in njihove starše. Poglejmo še ta napovednik. Živjo, jaz sem Tomaž. Živjo, jaz sem pa Zala. Kdo bo pa mene predstavil? Se res, kdo si pa ti? Kje pa je kdo? Tukaj sem. Jaz sem Primus Fantasticus oziroma za prijatelje fantastični Primož. Jaz bom pa zdaj zavajal eno ful dobro uganko. Katero vozilo ima v svoji besedi žival? Avto? Ne, avto nima. Kolo? Ne, kolo tudi ne. Vlak? Kaj se pelje po cesti? Ne, ni tako enostavno. Potem pa plava na vodi. Na vodi plava. Ampak plove po vesolju. Vam dam en namig. Ima besedo rak. Raketa, plan. Ja, raketa. Potem pa vaju in vse vajine prijatelje povabim na potovanje v neskončnost. Odpeljali se bomo z najmodernejšo raketo. Kdaj in kje pa? V nedeljo 8. septembra ob 10. uri se dobimo na najvišji točki Novega mesta na Trubarjevi ploščadi Evangeličanske cerkve Novo mesto, odkoder bomo vzleteli. Ja, kdo pa lahko pride? Vsi otroci in njihovi starši. Kaj pa se bo na tem potovanju dogajalo? Veliko. Ogledali si bomo ful dobro predstavo z naslovom Potovanje v neskončnost, sledile bodo zabavne spoznavne igre, eksperiment, delavnice, presenečenje in vsak otrok bo nekaj dobil, pa še en namig glede darila. Zvezdic cela četa, v vesolju tire spleta, za svetovno dolga leta tja ponese jih Raketa! Se vidimo v nedeljo 8. septembra. Ob 10. uri v Evangeličanski cerkvi Novo mesto. Zapeli bomo himno Dar milosti.
Izvolite sesti. Naša pomoč prihaja od Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo. Biblično vodilo današnje nedelje je iz 84. psalma in pravi: Blagor človeku, čigar moč je v tebi, v njegovem srcu so ceste. Prisluhnimo psalmistu: Hvali moja duša Gospoda, hvalil bom Gospoda vse svoje življenje, prepeval bom svojemu Bogu, dokler bom živ. Blagor mu, komur je pomočnik Bog Jakobov, čigar upanje je v Gospodu, njegovem Bogu, stvarniku nebes in zemlje. On je na veke zvest, vrača pravico stiskanim, deli kruh lačnim. Priznajmo svoje grehe. Gospod, naš Bog, le ti veš, kolikokrat smo ostali dolžniki ljubezni. Le ti veš, kolikokrat smo mislili nase in nismo tega, kar tako bogato sprejemamo od tebe, dali so ljudem. Tudi naše misli in dejanja so bila velikokrat bližja sovraštvu kot odpuščanju in ljubezni. Žal nam je, zato prosimo, bodi nam milostljiv in odpusti nam naše pregrehe in napake. Amen. Besede milosti in slavospeva so: Gospodova dobrota je od vekomaj do vekomaj za tiste, ki se ga bojijo. Njegova pravičnost do otrok za tiste, ki se držijo njegove zaveze. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. V nadaljevanju bomo še zapeli pesem Pridite v njegove dvore. Izvolite sesti, brate in sestre. Pesem, ki smo jo zapeli, nas vabi k hvaležnosti. Živimo v času velikega pomanjkanja hvaležnosti. Čeprav imamo veliko več kot samo osnovno za preživetje, včasih to jemljemo kot nekaj samo po sebi umevnega ali pa kot nekaj, kar nam pripada. Tudi ko se znajdemo v problemih ali težavah in se ti rešijo, se pogostokrat pozabimo zahvaliti Bogu in bližnjemu. Kajti mislimo, da se je vse nekako rešilo, tako mimogrede. In o hvaležnosti oziroma tudi nehvaležnosti beremo v Svetem pismu v Lukovem evangeliju v zgodbi o tem, kako je Jezus ozdravil 10 gobavcev. Takole je zapisano. Ko je potoval v Jeruzalem, je hodil med Samarijo in Galilejo. Ko je prispel v neko vas, mu je prišlo naproti 10 gobavih mož. Oddaleč so se ustavili in na ves glas govorili: Jezus, učenik, usmili se nas. Ko jih je zagledal, jim je rekel: Pojdite in pokažite se duhovnikom. In med potjo so bili očiščeni.
Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval. In ta je bil Samarijan. Jezus pa je odgovoril: mar ni bilo 10 očiščenih? Kje pa je onih 9? Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in počastil Boga, razen tega tujca? In rekel mu je: vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila. Dragi bratje in sestre, samo eden izmed 10 gobavcev, ki so med potjo ozdraveli, se je obrnil in šel nazaj k Jezusu. Torej, zapustil je tistih 9 in se vrnil k Jezusu. K Jezusu ga je gnala hvaležnost, zato ker je bil ozdravljen. In čeprav je bil Samarijan, je, kot smo prebrali, padel pred Jezusove noge in s tem je priznal Jezusovo avtoriteto, njegovo oblast in tudi njegovo poslanstvo. In Jezusove besede, ki mu jih je namenil: vstani, pojdi, tvoja vera te je rešila, so pravzaprav darilo, ki ga je ta človek dobil od Jezusa. Kajti Jezus je s tem potrdil, da je ta človek, ta gobavec, postavil svojo vero na pravo mesto. Najprej s tem, da je zaupal svoje ozdravljenje Jezusu, in drugič, da se je vrnil nazaj k njemu s hvaležnostjo. In nekdo je takole rekel: hvaležnost je valuta, ki jo lahko kujemo sami in jo porabimo brez strahu pred bankrotom. In še druga misel: hvaležnost je najboljša molitev, ki jo lahko kdo izreče. In našo hvaležnost Bogu bomo izrazili tudi v pesmih, ki jih bomo prepevali. Avtorji teh pesmi so jih napisali kot molitev in zagotovo je hvaležnost vseh nas največja lahko zato, da smo odrešeni gobavosti greha, da smo po Božji milosti postali Božji otroci. In zato se vedno znova vračajmo k Jezusu s to hvaležnostjo za odrešenje. In naj nas tudi to jutro navda veselje in navdušenje nad tem, da je luč Božje ljubezni zasijala v temino človeške izgubljenosti in odprla naše duhovno slepe oči. Vabim vas, kdor lahko, da vstane in da damo čas Bogu v naslednjih trenutkih.
spoznal, Jezus, nihče nikakor ti. Nihče nikakor ti. Nihče ne gane mi srca kakor ti. Če slovečnost bi iskal, bi spoznal, Jezus, nihče nikakor ti. Nihče nikakor ti. Nihče ne gane mi srca kakor ti. Če slovečnost bi iskal, bi spoznal, Jezus, nihče nikakor ti. Če slovečnost bi iskal, bi spoznal, Jezus, nihče nikakor ti. Hvala ti, Jezus, da nam ni bilo potrebno iskati tebe, ker si ti prvi našel nas. In hvala ti, da si tako si, da si naš odrešitelj in nas zvesti prijatelj. Zato te slavimo, zato te častimo, zato v duhu padamo pred tvoje obliče in ti dajemo vse priznanje, da si ti Gospod nad gospodi, kralj nad kralji in da boš ti vladal vso večnost. Amen. Amen. Izvolite sesti. Gospodova večerja je največji izraz krščanske edinosti. Vsi jemo isti kruh, Kristusovo telo, vsi pijemo iz istega keliha, ki nas povezuje v Božjo družino. Verujemo to, kar je Jezus rekel tisto noč, ko je bil izdan. Vzemite, jejte, to je moje telo in to je moja kri zaveze. Apostol Pavel je potrdil, da je Gospod Jezus ustanovil Gospodovo večerjo tisto noč, ko je bil izdan. Grški izvirnik za besedo izdan pove, da gre za dejanje, ki še traja. Običajno mislimo, da je Juda izdal Jezusa tisto noč s poljubom v Gecemanskem vrtu. Vendar v resnici to izdajstvo še traja. Je neprekinjeno. Danes sem na drugačen način Jezusov izdajalec, tudi jaz, vsi mi. Zato vabim k molitvi kesanja. Naš Bog, ljubeči Oče in Gospod usmiljenja, vabiš nas, da smemo biti gostje pri tvoji sveti mizi. Priznavamo, da nismo dobri gostje, kajti živimo po svojem prepričanju. Po izvrševanju tvoje volje pa se ne sprašujemo, zato priznavamo, da grešimo hote in nehote v mislih, besedah in dejanjih. Veliko slabega storimo in veliko dobrega opustimo. Žal nam je zaradi naših grehov in zamujenih priložnosti, zato prosimo za tvoje milostno odpuščanje. Jagnje Božje, ki odvzemaš greh sveta, usmili se. Kristus, usmili se. Amen. Naj luč vere, ki izhaja iz svetega krsta, razsvetli dušo, da bo čista sprejela dar večnega življenja. Kajti Gospodova večerja ni nekaj, kar delamo samo v nedeljo, ampak je način krščanskega življenja. Vabim, da vstanemo in skupaj molimo molitev cerkve, Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
Amen. Saj tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen. Naš Bog in Gospod, prosimo, posveti ta kruh in to vino po svojem svetem duhu, da bomo jedli od sakramentalnega kruha življenja in pili iz keliha odrešenja, ki je telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa, in bomo tako v edinosti med seboj in z vsemi kristijani, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Blagor tistim, ki smo povabljeni na jagnjetovo svadbeno gostijo. Vzemite in jejte od kruha življenja. To je Kristusovo telo za nas darovano. Ker smo eno v Kristusu, lahko skupaj vzamemo. Vzemite in pite iz keliha odrešenja, to je Kristusova kri za nas prelita.
ker smo eno v Kristusu, lahko skupaj vzamemo. Naše prazne kozarčke bomo odložili v pladnje. Vsemogočni Gospod, zahvaljujemo se ti za tvoje nežno usmiljenje. Spet si nas nahranil pri svoji sveti mizi s svojim telesom in krvjo in nam podaril predokus vesele nebeške pojedine. Bog resnice, tvojo slavo smo videli na svoje oči in s svojimi rokami smo se dotaknili kruha življenja. Ljubeči in najbolj sočutni Gospod, hvala ti, ker si nas očistil s svojo svetostjo, da bomo ljubili in oznanjali evangelij vsemu stvarstvu in bili pripravljeni na večnost s tabo. Amen. K slavljenju spada tudi darovanje naših prostovoljnih prispevkov in zato bomo darovali z veselim srcem. Izvolite sesti. Na svetu je mnogo poti, cel planet je mreža cest. Vse poti nekam vodijo. V romarskem psalmu so popotniki izražali svoja verska čustva, ko so potovali v tempelj v Jeruzalemu. Tak je tudi 84. psalem, ki sodi med sionske pesmi. Psalem pravi, da so v srcu blagoslovljenega človeka Božje ceste, sionske poti do Božje hiše v Jeruzalemu. Pohvalno je, da so tudi v našem srcu ceste, poti, ki vodijo v cerkev, sicer ne bi bili tu. Vendar javno mnenje sodobne družbe kaže do cerkve odklonilni odnos, za kar je kriva tudi cerkev. Glas cerkve je pridušen. Nekoč je bila cerkev paradni konj družbe. Prvi kristijani so učili, komur cerkev ni mati, mu Bog ni oče.
Reformatorji pa so trdili, da Bog zbira svoje otroke v naročju cerkve. Zato vabim k poslušanju Božje besede, ki govori o tem in vstanemo, kar smo že uvodoma slišali. Blagor človeku, čigar moč je v tebi, v njegovem srcu so ceste, to je poti do Jeruzalema. Amen. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in večno besedo. Torej ta dodatek poti do Jeruzalema vidimo v izvirni obliki. Mi seveda nismo odpotovali v Jeruzalem, je pa enakovredno, če smo tu v Božji hiši. Torej pomembno je, da so v našem srcu ceste. Ne ceste na dopust, kar je pohvalno, ne ceste na drug konec sveta, ampak da med mnogimi cestami je tudi pot, cesta, ki vodi v cerkev. Nedelja je dan cerkve. Nedelja je kot lokomotiva, ki vleče vse ostale dni v tednu. Stari ljudje so rekli, kakršna nedelja, takšna smrt in takšna tudi večnost. Psalmist je najprej omenil lepoto, milino Božje hiše. Božja hiša mu je bila ljuba. Tega sploh ni mogel opisati z besedami, zato psalem začenja z vzklikom. Kako ljuba so tvoja prebivališča, Gospod. Tempelj je žarel v slavi. Beli kamni, pozlačena kupola, ki je bila še vidnejša v soncu, romarji od blizu in daleč in potem v srcu sad globoke vere in hrepenenje po Gospodovih dvorih. Duša je izraz, ki Judom označuje najglobja čustva. In v tej duši, v tem srcu morajo biti speljane ceste v cerkev. Pesnik je bil lačen Boga, jok, ki ga pesnik omeni, jok po Božji hiši, je tu primerljiv lačnemu dojenčku, ki joče svojim celim telesom. Roke stisne v pest, z nogami brca, na obrazu pa se vidi ta lakota, torej otrok, ki je lačen. Ali smo tako lačni Boga? Ali smo tako navezani na cerkev? Ali se srce veseli, ko gremo v Božjo hišo, ali pa iščem izgovore? Vsako bogoslužje v cerkvi je kot aperitiv, ki se pije pred glavno jedjo. Kajti glavna jed nas čaka na jagnjetovi svadbi v nebesih. Zdaj pa dobrodošli pri tem aperitivu. Če pridem v cerkev z dolgočasen, mi bo v cerkvi dolgočasno. Če pridem kot opazovalec, bom našel veliko napak. Če pridem kot gost, se ne bom aktivno vključil. Če pridem s predsodki, ne bom svoboden. Od moje odločitve je, kako se bom v cerkvi počutil, ali se bo Bog dotaknil mojega srca. Torej, čutiti moram, da se bom srečal z nekom, ki ga imam nad vse rad. In ker cerkev danes, pač trend je tak, ponuja atraktivne komercialne reči, senzacijo in razvedrila, kar je dobro glede druženja in povezovanja in je zelo pohvalno v današnji individualistični družbi, pa to ne sme zatemniti bistva. To pa je, da tam v cerkvi, v Božji hiši prebiva, kot pravi psalmist, živi Bog. Življenje z velikom začetnico. Brez Boga ni življenja, ne zunanjega, ne duhovnega. Če ne bi bilo Boga, tudi ateistov ne bi bilo. Se strinjate?
Te dni me je znanec med pogovorom vprašal, pa mi zabrusil. Ne verujem v Boga. Čakal je na mojo reakcijo, vedel sem, da gre za provokacijo in bil sem zelo miren. Na to sem mu rekel, prosim, opiši mi tega svojega Boga, v katerega ne veruješ. Pa ga je začel opisovati, da je krut, maščevalen, sadističen, krivičen, hudoben in tako naprej. In prepričan je bil, da me je porazil. Na njegovem obrazu sem videl zadoščenje. Ko je končal, sem rekel, tudi jaz ne verjamem v takšnega Boga, sva že dva, pa sem mu dal roko. Tega ni pričakoval. Rekel sem, moj Bog je Bog ljubezni. Dokler se ukvarjamo z Bogom, ki naj bi zadostil našim potrebam in predstavam, pač oropamo Boga izvirnosti in mu mi določamo njegovo uporabnost. Tak Bog ne obstaja, kot smo slišali tudi včeraj pri duhovni misli na Javorovici. Namreč, če ljubim, je vse drugače. In če vam povem zgodbo o gospodinjski pomočnici, ki je delala za vdovca. Sčasoma sta se zaljubila in se tudi poročila. Od takrat naprej je gospodinjska pomočnica hišna opravila opravljala drugače. Predtem, preden se je zaljubila v gospodarja, je opravljala dela le iz dolžnosti, ker jih je morala. Po poroki pa jih je opravljala zato, ker je to želela. Je pri tem sodelovala s srcem, ker je to hotela. Kdor Boga ljubi, mu ni težko biti v cerkvi in krščansko živeti. Pisec psalma se v Božjo hišo ni zapodil iz tradicije praznoverja, ampak iz ljubezni do Boga. Njegovo srce je vriskalo, ker boljšega kraja ni, kot vidimo iz sobesedila psalma. Zato je nadaljeval in napisal, da je en dan v Gospodovih dvorih boljši kakor 1000 drugih in da je raje vratar na pragu hiše svojega Boga, kakor da bi stanoval kot vladar v brezbožnih šotorih. Pisec je naredil 2 primerjavi. Ena vključuje čas, druga pa varno udobje. Biti v Božji hiši je privilegij, je prednost. Ne zgolj zato, ker gre za lepo stavbo, za kulturni spomenik, ampak zato, ker je tu Božja prisotnost, Božja navzočnost. Zato je ta hiša drugačna od ostalih zgradb. Božje hiše so posvečene Bogu. Kdor je res rad v Gospodovi hiši, se potrudi, da tudi pride pred bogoslužjem in v tihi molitvi osredotoči svoje misli na Boga, zato da smo pripravljeni, da smo blagoslovljeni in pristni. Pesnik je nadaljeval rekoč, celo ptica si najde dom, lastovka gnezdo zase, kamor položi svoje mladiče, pri tvojih oltarjih, Gospod nad vojskami, moj kralj in moj Bog. Torej Bog nad angeli in vso nebeško vojsko ustvarjeno, gre za ta poetični hebrejski jezik. Na nek način je bil pisec ljubosumen na ptice, ker so si našle dom v razpokah in strehi templja. Večina prevodov omenja vrabca, tudi Hraskov slovenski prevod. Vrabci in lastovke so bile najbolj znane ptice v Izraelu. Tudi Jezus je večkrat omenil vrabca. Če si je našel majhen, nevreden, neopazen vrabec, varen in miren dom pod streho veličastnega templja v Jeruzalemu, kako ne bi našel svojega doma, svojega prostora v cerkvi jaz in ti, ki sva ustvarjena po Božji podobi in sva krona stvarstva,
še toliko več in smo Božji otroci. Vsakdo je dobrodošel, kajti tu so lastovke in vrabci, kot pravi psalmist. Ne omenja bojevitih in gospodovalnih kraguljev, pa mrhovinastih jastrebov, pa divjih petelinov, pa častihlepnih orlov, pa bahatih pavov in zastrašujočih nočnih sov. Ampak vrabec, veste, kaj je rekel Jezus? Da skrbi za vse vrabčke, nebeški oče. Noben proračun držav ne more, en izračun sem prebral, imeti toliko donosa, da bi nahranil ptice neba, vendar oče neba pa jih hrani. In koliko več smo zanj vredni mi, pravi Jezus. Kristijani smo povabljeni biti Bogu blizu. Preseneča me, da je pisec psalma opazil malenkost na ogromnem jeruzalemskem templju in njegovi strehi, majhnega vrabčka in majhno gnezdece v neki razpoki ali pa pod veliko streho. Omenil je tudi lastovko. Lastovke so znane po njihovem dolgem kroženju po letu. Ko smo mi ravno končali fasado in je bila nova, je takoj zatem nekaj mesecev si naredila lastovka pod streho naše nove fasade gnezdo. In prvi so jo opazili sosedje. Prišli so nam povedati in so rekli, lastovka je tam, kjer so dobri ljudje. Prijazni ljudje. Torej, psalmist je omenil lastovko. In bodimo te lastovke, ne samo vrabci. Lastovka kroži in kroži v tem letu, čudovitem, v zraku. Morda krožimo in iščemo svoj prostor na svetu, ampak ne bomo našli bolj varnega prostora in bolj varnega pristanka, kot je cerkev. Zato jo je omenil psalmist v povezavi s cerkvijo. In potem pravi psalmist, da je lastovka naredila gnezdo tu, v Božji hiši, zase in za svoje mladiče. Torej, krščanski starši moramo biti trezni, pa tudi stari starši, pa tudi vsi skupaj kot občestvo cerkve. Toliko trezni, da računamo na to, da naredimo dobro gnezdo tudi za naše potomce. Torej, ne samo za nas, ampak da bodo živeli po krščanskih vrednotah tudi naši sočlani družine, naši otroci, vnuki, naši bližnji sorodniki, končno v svet. Kajti tu je ta skupnost, tu je to občestvo. Ne samo človeške topline, ampak predvsem Božje topline. Ne gradimo gnezd za svoje otroke sredi samotnih gozdov, divjih zveri, kač, viharjev in teme. Kajti imamo odgovornost kot starši, stari starši, kristijani. Zato sprašujem, ali so danes na bogoslužju z nami tudi naši otroci. Ali bolj skrbimo za zdravje njihovih zob in oprane roke, da so čiste, kot pa za njihovo dušo. Ali pa za šolski uspeh, kaj pa pri verouku. V svojem srcu moram speljati cesto, ki me vodi v cerkev, kajti ta cesta vodi v mesto miru, kar Jeruzalem pomeni, in vodi na goro Sion, na Božjo goro svetosti. In kot radi rečemo, ta grmski grič nad novim mestom je novomeški Sion. In potem psalmist v tem psalmu se sooči s težavo, le kdo se ne. Kajti na poti v cerkev so tudi ovire. So tudi ovire. Včasih smo ovira sami sebi mi,
Potem je to lahko nekdo, ki nam je blizu, lahko sorodnik, lahko sosed, lahko predsodek, lahko sram, da me je sram biti kristjan. Lahko pomanjkanje časa, lahko zaposlenost, teh ovir je veliko. Lahko je to neka bolezen ali pa nek handicap, torej invalidnost, oddaljenost, finančna težava, žalost. Torej tu nismo zato, da bi obsojali in o tem presojali. Ampak psalmist nas spodbuja, ko pravi, da je na poti, ko je v srcu pot, cesta speljana v cerkev, tudi dolina solza. Judje so imenovali baka, že v knjigi Sodnikov. Ampak v tej baki so balzamovci, z njih pa kaplja sok dišečih eteričnih olj. In te kaplje dišečih olj, ko beremo judovski komentar, je podoben solzam. Zato so to poetično povezali z dolino solza, solzno dolino, kot prevaja Hraska. Vsi potujemo po grapah in soteskah bolezni, žalosti, potrtosti, stisk, krivic in težav. Vendar moramo to dolino prehoditi, kajti na koncu je cilj, tempelj, Božja slava. Job je šel skozi dolino solza, pa Abraham, pa 3 mladeniči v ognjeni peči, pa Daniel, svetopisemski, pa končno David, ko ga je preganjal lastni sin, kaj šele odrešenik Jezus Kristus, ki je šel v vrtu Getsemani na Kalvariji skozi dolino solz. Vemo, da je jokal v vrtu Getsemani. Tako zelo jokal, da so bile te solze celo solze kot kaplje krvi. Solzno dolino so poznali tudi apostoli in krščanski mučenci. Samo Bog ve, koliko ljudi sedi po cerkvah z zlomljenimi in strtimi srci. Dolina solz ima mnogo imen, neuslišana molitev, ker ne vem zakaj. Dolina bolezni, smrti, osamljenosti, strahu, zlorab, izgub, stisk, ločitev zakonskih ali pa partnerskih zvez. Nihče ni izvzet. Jezus je rekel, to se vam povedal, da bi imeli mir v meni, na svetu imate stisko, to da bodite pogumni, jaz sem svet premagal. In psalmist ne konča samo v dolini solza, ampak pravi, da moramo v dolini solza, v tem 84. psalmu, skopati studenec. Studenec žive vode. Tam, kjer je Bog, je življenje. Mnogi so šli skozi dolino solza. Naj omenim Samuela Rutherforda iz 17. stoletja, ki je bil zaradi vere v zaporu v Aberdeenu na vrh svojih pisem, veliko jih je tam napisal, je vedno napisal, ne zapor v Aberdeenu, ampak Božja palača v Aberdeenu. Zaradi Božje navzočnosti je celo ječa, kjer je trpel zaradi vere, postala Božja palača. V Kartagini v severni Afriki leta 202 po Kristusu je živela mlada aristokratska ženska z imenom Perpetua. Bila je poročena, imela je majhnega sina, spreobrnila se je v krščanstvo in se odločila za krst. Ko je mestni sodnik vprašal, ali je kristjanka, je pritrdila, zato jo je vrgel v ječo. V ječi jo je obiskal njen oče, da bi jo poskušal pregovoriti, naj se odreče krščanstvu. Rekla mu je, ali vidiš v kotu moje celice lonec z vodo? Oče ji je pritrdil, vprašala ga je, ali lahko to vodo poimenujem kako drugače, z drugim imenom. Rekel je ne, to je voda. In potem je ona nadaljevala, tudi jaz se ne morem imenovati drugače kot to, kar sem. Sem
kristjanka. Na cesarjev rojstni dan so jo odpeljali iz ječe v amfiteater v Kartagini, kjer so jo skupaj z drugimi mučenci raztrgale zveri. Teh zgodb je, ne bom rekel na stotine, na tisoče. Toliko je bilo mučencev na začetku krščanstva. Vsak kristjan, ki gre skozi dolino solza, konča na gori Boga. Torej, to ni konec naše poti, ampak gora Sion. Sion pa je večno mesto živega Boga in naša končna destinacija. Sveto pismo pravi, mi čakamo pojavitev našega odrešenika in naše oči so uprte tam. Na to sledi zaključek. Zares, sonce in ščit je Gospod Bog, milost in slavo daje Gospod, ne odreka dobrine tistim, ki hodijo v popolnosti. Torej, sonce za srečne dni in vesele dni, ščit za nevarne in težke dni. Bog se stalno prilagaja našim potrebam. Ni to čudovito? Ko si v temi, je on tvoje sonce. Ko si v stiski, je on tvoj ščit. Stalno se prilagaja naši situaciji in našim potrebam. Ker pa danes odraščamo, in tu končujem to razmišljanje, v družbi, ki je digitalna, tehnološka, razvojno usmerjena, česar se zelo veselim, kajti uživam v vsem tem in to potrebujemo, dokler je vse v mejah etike, morale, da služi ljudem v dobro, ne pa v škodo. Ampak, če skrajšam, torej del vzgoje je postalo pritiskanje na gumbe, avtomate in robote. Zato Boga tudi jaz včasih ne potrebujem. Tragične posledice tega, da Boga ne potrebujemo, so neosebni odnosi, plitka ljubezen, prazna vera, predvsem pa bolezni duše. Svet zvoni od hvalnic. Ljubimci hvalijo svoje ljubice, navijači hvalijo svoje športnike, bralci svoje pesnike, znanstveniki svoje izume, podaniki hvalijo svoje politike. Hvalimo vino, motorje, blagovne znamke, hišne ljubljenčke, vse hvalimo. Kdo pa bo hvalil Boga? Psalmist pa pravi, vse, kar diha, naj hvali Boga. Kot zahodnjak sem presenečen, da imamo več bogov, kot jih je v hindujskem panteonu. Tam jih je več milijonov. Ampak mi jih imamo pa toliko, kolikor je ljudi. V starih biblijskih časih jih je bilo ne nekaj. Baal, Maloh, Ašera, Kemoš, Artemida, pa celo v grški mitologiji jih ni bilo toliko, kot jih je danes. Naša kultura jih ima zelo veliko. Niso narejeni iz kamna, zlata, srebra, ampak so stalno na preži. Naj naštejem nekaj teh bogov, da vidimo, da si moramo speljati cesto v srcu do cerkve, da bomo častili pravega Boga. Kaj ti bogovi okoli nas so? Bogovi ponosa, poželenja, odvisnosti, denarja, kapitala, pohlepa, delovnega mesta, fizičnega videza, vadbe, spolnosti, pornografije, profesije, statusa, slave, vpliva, družbenih medijev, tehnologije, interneta, čaščenja svojih otrok, moči. Ni vse narobe, kar sem tu naštel. Pomembno je, koliko posvečamo temu pozornost, čas, prioritete. Najbolj priljubljen Bog pa je, vem, da se tudi če ne radi strinjamo, ima zelo kratko ime, ego. Ego, jaz. Ko sebe postavim in svoje interese in svoje koristi na prvo mesto. Zato pravi Sveto pismo, ne imej drugih bogov. Ne zato, ker je Bog kapricast,
pa se boji, da bo zgubil, ali pa ker je častihlepen narcis, ampak nam v dobro. On je itak Bog. In tako pridemo do konca psalma in ta psalm na koncu je tako navdihujoč, kaj ti daje nam upanje, daje nam pot do tega Boga, ki je nad vsemi bogovi, edini pravi Bog, ker je usmiljen, milosten in tako edinstven. Zato, draga Božja cerkev, speljimo v svojem srcu, naredimo v svojem srcu ceste ali pa cesto v cerkev. Naj nam Bog pri tem pomaga. Vabim k molitvi. Bog Oče, hvala, da si v svojo cerkev vdihnil življenje. Hvala ti, ker so v našem srcu ceste speljane v cerkev. Želimo, da se nam pridružijo še mnogi, zato jim prihajamo naproti. Zahvaljujemo se ti za našo cerkev. Naj bodo naši medsebojni odnosi prepleteni z vezjo ljubezni v edinosti duha. Cerkvi in svetu želimo služiti, da bomo prepoznavni kot resnični kristijani. Amen. Bomo vstali, kajti vsi ljudje sveta žejni so Boga. Vsi ljudje sveta žejni so Boga. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir. Amen.